Spoštovane novinarke, dragi novinarji, dame in gospodje, v imenu Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora in organizacijskega komiteja Pokala Vitranc vas lepo pozdravljam na novinarski konferenci 61. Pokala Vitranc. Vsi smo težko čakali sproščanje ukrepov, verjemite, da pri Pokalu Vitranc po eni odpovedi in eni prireditvi brez gledalcev še toliko bolj. Zdaj pa imamo 2 tedna pred začetkom tudi dobre snežne razmere in eno olimpijsko kolajno. Na vse zadnje po lanski virtualni novinarski konferenci tudi sedimo skupaj. Pa še prav posebno čast imamo, da se dogodka udeležujeta kar 2 ministra. Minister za gospodarstvo Republike Slovenije, gospod Zdravko Počivalšek, in ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simona Kustec. Poleg obeh ministrov so z nami še gospa Ilona Strmecki, VD direktorica Slovenske turistične organizacije, gospod Rok Capelj, VD direktorja Spirit Slovenija, gospod Jani Hrovat, župan občine Kranjska Gora, gospod Gregor Benedik, predsednik Alpskega smučarskega kluba in predsednik organizacijskega komiteja Pokala Vitranc, gospod Srečko Medven, generalni sekretar Pokala Vitranc in na koncu bosta nekaj povedala še vodja tekmovanja Aleš Vidic ter Rene Mlekuš, Grubin Memorial in morda predsednik OK-ja Gregor Benedik otvoritveno besedo. Tudi jaz bi vse novinarje, predvsem pa današnja gosta, ministrico in ministra, lepo pozdravil v imenu organizacijskega komiteja Pokala Vitranc in tudi v imenu Alpskega smučarskega kluba, ki je organizator tega tekmovanja. Kot je že prej bilo rečeno, letos 2 veleslaloma s Slovencem Žanom Krancem s srebrno medaljo. Po 2 letih prvič z gledalci, v bistvu pred 2 leti sploh nismo imeli tekmovanja, letos bodo prvič gledalci, tako res upam, da bo tukaj prava veselica, po domač povedan, in da bo tudi temu primeren rezultat. Drugače pa na kratko povem, že 61. Pokal Vitranc, vsako leto ga poskušamo boljš narediti, se izkazati v svetu in res nas letos veseli, da smo nekako skupaj s, bom rekel, državo Slovenijo postavili ta Pokal Vitranc še na višji nivo in mislim, da bo tako odziv ali pa prikaz Slovenije v svetu in Kranjske Gore še večji. Hvala, Grega. Besedo predajam ministru za gospodarstvo Republike Slovenije, gospodu Zdravku Počivalšku. Ja, spoštovani gospod Grega Benedik in drugi organizatorji 61. Pokala Vitranc, spoštovani gospod župan Kranjske Gore, gospod Janez Hrovat, kolegica ministrica Simona Kustec, oba direktorja agencije Spirit in pa Slovenske turistične organizacije,
Spoštovani novinarji in drugi gostje, res mi je veliko veselje in zadovoljstvo, da vas lahko pozdravim na novinarski konferenci ob že 61. pokalu Vitranc. Vendar preden začnem, pa žal ne morem mimo dogajanja, ki se odvija v Ukrajini. Tam so prebivalci namesto z navijanjem za svoje pač v eni situaciji, ker se danes soočajo z vojnim stanjem, ki je posledica reševanja nesoglasij, a na popolnoma nesprejemljiv način. Moje globoko prepričanje je namreč, da je tako iskanje rešitev v 21. stoletju nesprejemljivo, pa kjerkoli na svetu se to že odvija. Zato verjamem in upam, da bo prevladal razum, da se bodo razmere dale čim prej umiriti. Ampak ne dovolimo, da bi ta senca vplivala na naše današnje počutje, ko smo zbrani na prelepem centru gorenjskega turizma, kjer lahko verjamem, da bomo vsi uživali v pogojih, ki ste jih pripravili, da boste tudi pokal Vitranc že 61. odlično izpeljali. Dejstvo je, da šport veliko pripomore k prepoznavnosti države, da ste športniki najboljši ambasadorji naše države in pomembno prispevate k temu, da smo v svetu prepoznani in da tudi za vašimi hrbti naša ekonomija dosega z vašo pomočjo dobre rezultate. Slovenija leži v osrčju Evrope in naše naravne danosti lahko tudi na tem športnem področju boljše izkoristimo. Zato sta šport, aktivna doživetja na prostem pri nas prepoznana kot eden ključnih turističnih produktov in zahtevata razvoj ter podporo države. V Sloveniji imamo izjemna prizorišča, organizacijsko znanje za pripravo največjih tekmovanj. Samo v zimskem času gostimo 8 svetovnih pokalov. Zato ima športni turizem velik tržni potencial v turistični panogi. In tudi aktivna doživetja na prostem imajo veliko konkurenčno prednost. Izvajajo se na prostem, ker so bile tudi v času strogih ukrepov omejitve nekoliko manjše in ker je to na prostem, je še toliko bolj pomembno, da jih lahko izvajamo 365 dni v letu. In to moramo podpirati tudi na naši državni ravni in do sedaj smo se zavezali k promociji slovenskega turizma 365 dni v letu. Prav tako smo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo slovenski turistični panogi pomagali s pravočasnimi in konkretnimi ukrepi v višini 1,1 milijarde sredstev za to, da je turistično gospodarstvo preživelo pandemijo, ki je najbolj prizadela turizem, že preden je bila sama pandemija razglašena. Omogočili smo preživetje te panoge, ohranitev delovnih mest in pa ponovno uspešno okrevanje. Ampak s tem delom moramo nadaljevati. Šport in posledično razvoj športnega turizma pa zahtevata tudi razvoj in jasne ukrepe. Ukrepe, ki bodo podpirale vrhunske športnike, da ostanejo v Sloveniji, športne klube, da bodo gradili nove zmagovalce, spodbujali podjetja, da podpirajo šport in mlade, da bodo v sebi zbudili zmagovalno miselnost. Prve ukrepe v tej smeri smo naredili. Imamo spremembe na davčnem področju, kjer smo povečali olajšave za to, da se športni klubi, ki bodo tudi zelo prizadeti v tem postepidemičnem obdobju, lažje preživeli skozi večjo podporo strani gospodarstva in verjamem, da bo vlada do konca leta, o tem bo rekla nekaj, do konca mandata rekla nekaj kolegica ministrica, naredila osnovo za to, da bomo v večji meri začeli vlagati v športno infrastrukturo. In vse to je naloga države.
Poglejmo pa si na primeru svetovnega pokala Vitranc v Kranjski Gori, da gre za enega najbolj prepoznavnih športnih dogodkov v Sloveniji. Ta ni le športni dogodek, saj ima multiplikativni učinek na širše gospodarstvo v regiji in v državi kot celoti. Zato je pomembno, da je speljan na tako vrhunskem nivoju, kot je bil prav vsako leto v svoji 61-letni zgodovini, in verjamem, da bodo tako tekmovalci kot tudi gostje pokala Vitranc Slovenijo prepoznali kot odlično turistično destinacijo za poslovanje in za najboljšo izbiro za naslednje aktivne počitnice. Tako se naša prepoznavnost povečuje, tako dobivamo priznanja in se uvrščamo visoko na lestvici najbolj atraktivnih in privlačnih turističnih destinacij. Naše pozicioniranje na globalnem turističnem zemljevidu je že uspešno. Znani smo kot zelena in trajnostno usmerjena destinacija. Zato moramo skupaj graditi še močnejše to podobo v glavah in srcih turistov, in kar pa zahteva jasno vizijo, ki jo že imamo, ter jasne ukrepe, ki bodo spodbujali rast in razvoj take turistične ponudbe. In danes lahko rečem, da se začenja še en dogodek v nizu uspešnih dogodkov, kar bo pa zelo pomembno tudi z navijaškega vidika, saj je Vlada Republike Slovenije prejšnji teden sprostila veliko večino ukrepov za zajezitev koronavirusa. S tem so se tudi na prizorišča športnih dogodkov lahko ustvarili pogoji, da se vračajo gledalci, ki jih je šport pogrešal, pa tudi gledalci smo pogrešali športne prireditve v živo. In verjamem, da so tudi navijači tisti, ki bodo dali dodatni zagon vsem tem tekmovanjem v živo. Zato vsem obiskovalcem pokala Vitranc želim, da začutijo športnost dogodka, ki širom po svetu pred televizijske zaslone privabi milijone gledalcev v edinstveni naravni kulisi naše dežele. Danes je čas za nove zmage, za dobro navijanje, za zavezo, da bomo za razvoj na državni ravni naredili še veliko več tudi v prihodnje. Ponedeljek bomo namreč napovedali nove javne razpise v letošnjem letu, in sicer v višini 141 milijonov evrov, ki jih bomo namenili za slovenska podjetja v turizmu. Za slovenski turizem namreč letos predvidevamo finančne spodbude v višini teh 141 milijonov evrov oziroma dobrih 21% vseh razvojnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Več o tem bomo povedali v ponedeljek na novinarski konferenci ob 10. uri, ki bo lahko spremljana preko družbenih kanalov ministrstva in preko medijev, ki nas bodo na tem področju spremljali. V imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in svojem imenu vam želim vsem, ki skrbite za izvedbo 61. pokala Vitranc, uspešno delo. Ne dvomim, da ga boste odlično izvedli. Vsem gostom pa prijetno bivanje v Sloveniji in tukaj v Kranjski Gori. Gremo lahko samo še naprej. Hvala. Najlepša hvala, gospod minister. Naslednja govornica, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simona Kustec. Najlepša hvala, spoštovani gospod župan, spoštovani predsednik in celotno vodstvo organizacijskega odbora pokala Vitranc, spoštovani kolega Zdravko, mediji, ostali prisotni. Naj najprej pravzaprav podelim
en vtis enega izjemnega zadovoljstva, če ne kar sreče ob pogledu čez okno. Prvi teden zimskih šolskih počitnic je, ki vrača podobo življenja in pa živosti v državo po tem res težkem, skoraj da dvoletnem času spopadanja z covidom. Še prav posebej to velja tudi na polju izobraževanja in pa tudi športa. Žal, prav takšnega življenja ne čutijo prebivalci Ukrajine samo 2000 km stran od nas. Z globoko zaskrbljenostjo spremljam in tudi obtožujem tragičnost razmer, ki so se zaradi pohlepa po politični moči sosednje države zgodili in se dogajajo v Ukrajini v tem trenutku. Naloga vseh nas je sedaj, da vsak po svojih močeh, tudi znanju ali pa samo dobri podpori, pošiljamo energijo misli v Ukrajino. Tudi ukrajinskim športnicam in športnikom. Sedaj pa nazaj na lepši del, na 61. Jubilej in pa izvedbo tradicionalnega za slovenski šport, za celotni slovenski narod, verjamem, da pravzaprav prvega športnega dogodka naše države, to je Pokal Vitranc. Verjamem, da ni človeka v naši državi, ki ne bi vedel za Pokal Vitranc, ki ne bi poznal vseh zgodb, veselih pa tudi tragičnih, ob neuspehih, ob zdrsih, ki so se zgodili prav na tej vitranški strmini. Tako bo tudi naprej in tako bo naprej predvsem zahvaljujoč organizatorjem, njihovemu delu, njihovi predanosti in seveda vrhunski pripravljenosti naših športnic, športnikov, v tem primeru letos veleslalomistov in njihovih ekip. Zelo sem vesela in hkrati ponosna, da Slovenija tule tik pred zaključkom letošnje smučarske tekmovalne sezone prevzema pomembno nalogo in pa tudi odgovornost pri izpeljavi tega pokala. Po zagotovilih organizatorjev nas ne bo nič več presenetilo, tako da res samo še velike in pa dobre želje našim veleslalomistom v prvi vrsti in njihovim timom, da se dobro, odločno, samozavestno pripravijo na domač teren in da nam res ob koncu sezone še z dodatnim športnim uspehom pričarajo nasmeh na ustnice. Športni uspehi v naši državi so pravzaprav zgodbe o uspehu, so uspehi vseh nas. Ravno nekaj dni nazaj še smo dihali z našimi športnicami in športniki v Pekingu na olimpijskih igrah. Dobro smo dihali, prav tako tudi oni, zgodovinski uspeh smo doživeli z rezultati. Ne govorim samo o rezultatih okrog vratu, o medaljah, ampak tudi številnih drugih vrhunskih rezultatih, ki so jih v teh težkih časih uspeli z svojo borbenostjo naši športniki ne samo osvojiti za sebe, za svoje ekipe, za svoje domače, ampak za vse nas. In ja, država je tule lahko pravzaprav to zgodbo o uspehu nagradila na način, kot ga je ta trenutek najbolje možno zmožna. To pomeni, da bomo v naslednjem tednu vsem dobitnikom olimpijskih medalj in pa njihovim trenerjem prav tako izplačali zgodovinski znesek 890 000 evrov samo za nagrade za uspehe na teh olimpijskih igrah. Ni pa to seveda vse. Tisto, kar je naša temeljna skrb
celotne države, resornega ministrstva za šport, je zagotavljanje kontinuirane podpore v različnih oblikah, od finančne do infrastrukturne za razvoj športa na vseh ravneh. Letni program športa, razpis za letošnje leto je prav sedaj v teku, tako da res poziv vsem za prijavo. Prav tako pričakujem, da bo v naslednjem tednu objavljen letni razpis za športno infrastrukturo. Letos bo posebna pozornost namenjena gradnji plezalnih objektov in pa sten. Potem pa še velika zgodba, ki jo prav sedaj v sodelovanju tudi z poslanci vladne koalicije pripravljamo v obliki povsem novega zakona o podpori pri sofinanciranju velikih športnih infrastrukturnih objektov. Gre za te res največje športne objekte po celotni državi. Podpora tule je predvidena v visokem znesku 150 milijonov evrov in bo zajemala res različne velike športne objekte in pa površine in že na tem mestu poziv za to, da se res pripravijo takšni projekti in da potem tudi zaživijo. Prav tako moram povedati tudi, da je obnovljena in to v zelo aktivnem smislu ideja oziroma namera o organizaciji olimpijskih iger treh dežel in da ima polno podporo na naši strani. Povabila bom tudi oba moja kolega, ministra Avstrije in pa Italije, da se nam prav v teh zadnjih športnih zimskih aktivnostih oziroma tekmah pridružijo, da na ta način tudi simbolno pokažemo podporo in damo dodatno moč, poziv in pa tudi energijo samim organizatorjem za to, da res osvežimo in ponovno poskusimo tudi s tem projektom in prav tako na ta način pokažemo veliko podporo in predanost pravzaprav športu, ki presega zgolj in samo želje po športni aktivnosti, ampak kaže na res to identifikacijo celotnega naroda, celotne države z športom in športnimi dosežki. Čestitke, vse dobro organizatorjem pokala Vitranc pri ponovnem 61. tekmovalnem programu. Verjamem, da so pred vami sedaj še zahtevni dnevi, tedni, prav tako tudi pred našimi veleslalomisti pri pripravah nanj. Naj postane in naj bo tudi letošnji pokal Vitranc spet nova letošnja zgodba o uspehu. Napišite jo skupaj z našimi veleslalomisti na čelu z našim Žanom Krancem, z navijači in z vsemi skupaj nami tukaj zbranimi in tistimi, ki bomo na takšen in drugačen način navijali za vitranški dan oba dneva. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa ministrica. Po 5 letih sodelovanja se je v letošnjem letu Slovenska turistična organizacija odločila za poudarjeno prisotnost na pokalu Vitranc. Gospa Ilona Stremecki, VD direktorica STO. Beseda je vaša. Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani, spoštovana ministrica, spoštovani gospod minister in vsi ostali prisotni, cenjene novinarke, cenjeni novinarji. Lepo vas pozdravljam v imenu Slovenske turistične organizacije in z velikim veseljem nekako sem se udeležila danes tega povabila na dogodku tukaj v Kranjski Gori. Še posebej sedaj po teh časih, ko smo nekako takšne dogodke bolj ali manj so se odvijali nekje nadaljavo, zdaj pa lahko to zadevo izpeljemo tukaj v živo, ko si lahko stisnemo roke in ko se nekako lahko takole srečamo.
Je pa seveda izjemno pomemben dan ob tem mednarodno odmevnem športnem dogodku v okviru pokala Vitranc za vse tiste, ki smo danes tukaj zbrani in pa seveda še tudi naslednje dni v znamenju tega. Že slišano strani gospoda ministra je nekako bilo, da je Slovenija v zadnjih letih med tujimi ciljnimi javnostmi uspešno pozicionirana kot zelena, aktivna, zdrava športna destinacija. K njeni prepoznavnosti in pa tudi odlični destinaciji aktivnega oddiha in športnega turizma pa so seveda izjemno pomembno pripomogli naši že omenjeni vrhunski športniki, ki so odlični ambasadori slovenskega turizma in tega se na Slovenski turistični organizaciji zelo zavedamo in tudi podpiramo. Sicer pa je Slovenija tudi prepoznana kot odlična gostiteljica tudi najzahtevnejših mednarodnih športnih dogodkov, kar je še posebej pomembno. Po drugi strani pa spet se izpostavlja z znamko I Feel Slovenija v okviru teh najodmevnejših mednarodnih športnih prireditev, kar nekako seveda spet dobro poskrbi za promocijo same Slovenije. No in med športne prireditve, ki pred televizijske zaslone privabijo več 10 milijonov gledalcev širom sveta, se že seveda vrsto let uvršča tudi pokal Vitranc, že slišano, že 61. zapovrstjo. No in je nekako tudi mednarodno prepoznaven športni dogodek z izrednim dosegom več kot 94 milijonov gledalcev po vsem svetu. No in ta izjemni medijski doseg v okviru neposrednih prenosov poteka tako na nacionalnih, tako tujih, kot tudi slovenskih TV mrežah. In med trgi, ki jih prenosi zajemajo, so tudi najpomembnejši emitivni trgi slovenskega turizma, kot so Nemčija, Italija, Avstrija, Češka, Slovaška, Švica, Hrvaška, Francija, Velika Britanija in pa seveda še druge države. No in to je tudi razlog, da se je Slovenska turistična organizacija, da je nekako pristopila k izpostavitvi Slovenije in pa znamke I Feel Slovenija v okviru tega pokala Vitranc. Gre namreč za odlično priložnost, da se naša država izpostavi, predstavi kot privlačna naravna kulisa za tekmovanja v več kot 120 urah prenosa. No in tudi to priložnost bomo letos zelo dobro izkoristili s to umestitvijo znamke I Feel Slovenija na štartne številke tekmovalcev in pa tudi na zmagovalno steno. Ta znamka IFS bo vidna prav tako tudi na štartu, na štartni hišici in potem v ciljni areni. Med drugim pa bo več 10 metrov transparentov z omenjeno znamko na štartu in pa tudi v sami ciljni areni. Zastavice z to znamko bodo pomagale spodbujati slovenske tekmovalce k zmagam. Močno vidne bodo tudi znamčene veleslalomske zastavice na progi. Znamka pa bo prisotna tudi na ostalih komunikacijskih orodjih in kanalih organizatorja, spletna stran, objave na družbenih omrežjih, publikacije, znamčenje medijskega in pa seveda tudi VIP prostora. Medtem ko za tiste, ki bodo pa to dogajanje spremljali pred zasloni, pa se bo nekako za obisk Slovenije lahko navduševali s 60-sekundnim promocijskim spotom, ki prikazuje zimska aktivna doživetja v Sloveniji. No in ta spot bo predvajan tudi na prizorišču in uradnem programu tekmovanja, torej da se poudari ta naravna kulisa, ki jo nekako Kranjska Gora tukaj ponuja in s tem tudi torej kot en tak dober potencial same Slovenije. Kot že omenjeno, ima to vrsten dogodek tudi velike gospodarske učinke, saj se ga udeležuje med 80 in 100 tujih tekmovalcev, ki jih spremlja skupno do 350 oseb, tako imenovanih članov ekipe. In kar je še posebej pomembno, pričakujemo tudi številne predstavnike tujih medijev, ki bodo imeli priložnost, da spoznajo Slovenijo, da spoznajo vse njene potenciale, vse njene prednosti, predvsem pa ta naš športni duh in gostoljubnost, ki jo znamo in premoremo Slovenci, in da se seveda to začuti tukaj nekako iz prve roke direktno na licu mesta. To so tudi ključni razlogi, zakaj se je Slovenska turistična organizacija odločila, da bo pristopila k promocijskim aktivnostim v okviru 61. pokala Vitranc in pa tudi še pri drugih velikih mednarodnih športnih dogodkih, ker torej podpiramo nekako šport, aktivnosti na prostem, outdoor aktivnosti, kar sta tudi ključna produkta slovenskega turizma za letošnje leto in pa za leto, ki prihaja, torej za leto 2023.
To je ta uvrstitev turističnega produkta, ki je izjemno pomembna, ob tem tudi ne pozabljamo na druge produkte, ki jih Slovenska turistična organizacija promovira, seveda pa sedaj v spredje, torej kot smo že povedali, postavljamo šport in pa outdoor aktivnosti oziroma aktivnosti na prostem, za katere pa imamo v Sloveniji izjemno veliko potencialov. Ob tem pa ima seveda takšen produkt, kot je šport ali pa aktivnosti na prostem, še več možnosti, da se dobro razvije ravno zaradi tega obdobja okrevanja po pandemiji, ker se večina teh aktivnosti odvija v naravi, kjer so omogočene tudi upoštevanje razdalj in pa nekako stik, bom rekla, s to samo naravo. No in ta aktivni oddih, povpraševanje po tem produktu je bilo v Sloveniji nekje zabeleženo že pred pandemijo, zdaj v času same pandemije pa se je povpraševanje po tem produktu še povečalo in zagotovo bo tudi v bodoče temu tako. Mi se bomo na Slovenski turistični organizaciji prizadevali v tekočem letu in tudi naslednjem za promocijo športa in aktivnosti na prostem. Sicer pa smo nekako prepričani, da bomo domače in tuje ljubitelje športa ne bomo navdušili samo v trenutkih, ko se bo navijalo na športnih dogodkih, tako kot sedaj, tukaj nekje v okviru tega 61. pokala Vitranc, ampak tudi ob drugih športnih dogodkih, predvsem pa tudi zato, da se bodo odločili, da bi v Sloveniji preživeli aktivne počitnice nekje v objemu narave, torej v skladu s tem, kar Slovenija kot turistična organizacija ponuja. Toliko je strani Slovenske turistične organizacije. Se res zahvaljujem za povabilo. Vsem skupaj danes želim tukaj prijetno dogajanje in pa seveda, kot že obljubljeno, Slovenska turistična organizacija bo še naprej skrbela za promocijo športa in aktivnosti na prostem. Hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala, gospa Stremecki. Še en pomemben partner, agencija Spirit Slovenija, nov na krovu. Z nami je vršilec dolžnosti direktorja, gospod Rok Capelj. Spoštovani minister za gospodarstvo in tehnološki razvoj, gospod Zdravko Počivalšek, spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simona Kustec, spoštovani predsednik, generalni sekretar pokala Vitranc, župan Kranjske Gore, v.d. direktorica Slovenske turistične organizacije, dragi gostje, predstavniki medijev in ljubitelji športa, lepo pozdravljeni. V mojem imenu in imenu Spirit Slovenija. Zahvaljujem se vam za povabilo na ta dogodek v čudovito Kranjsko Goro. Res lepo je pogledati čez okno in videti po dolgem času polne bele strmine, ki bodo kmalu se prerasle in postale prizorišče najstarejšega tekmovanja za svetovni pokal v Sloveniji, tako imenovane pokala Vitranc. Šport je tisti, ki nas navdušuje in v tem času še posebej pomembno tako globalno kot lokalno povezuje. Nedvomno bistveno pripomore k promociji naše države, njeni prepoznavnosti širom sveta in konec koncev njenemu ugledu. Po odličnih uspehih naših športnikov na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu se je ponovno pokazalo ne samo, da smo vsi skupaj navijali in bili z našimi fanti in dekleti, ampak na koncu koncev se je zopet ponovno pokazalo, da so naši športniki vplivni ambasadorji slovenske države. Največji športni dogodki v Sloveniji, kot je tudi pokal Vitranc, ponujajo izjemno priložnost, da nagovorimo svetovno javnost ter predstavimo Slovenijo kot deželo izjemnih športnikov, kot zeleno botično destinacijo za aktivni oddih, kot je predhodno povedala kolegica, ter konec koncev kot državo, ki se v svetovnem merilu izkazuje z nadpovprečno velikim številom izjemno uspešnih, inovativnih, srednje in malih podjetij, ki so vodilna v svetu na številnih nišnih področjih, tako imenovanih skritih šampionih. Spirit Slovenija je najboljše rešitve slovenskih podjetij vključila v komunikacijsko kampanjo I Feel Slovenia Green Creative Smart, ki jo z namenom promocije ključnih prednostnih slovenskega gospodarstva vodi na prioritetnih tujih trgih. Slovenska podjetja so nadpovprečno konkurenčna, izkazujejo nenehno rast v zadnjem desetletju, so izjemno inovativna, povečujejo dodano vrednost ter se hitro in predvsem uspešno prilagajajo na prioritetne konkurenčnemu okolju. Prepričan sem, da lahko vrhunska slovenska podjetja, tako imenovani ambasadorji slovenskega gospodarstva, s svojim trajnostnim, inovativnim in pametnimi rešitvami bistveno pripomorejo k večji prepoznavnosti Slovenije kot tehnološko razvite, ustvarjalno naravnane in zelene države,
gradnji katere njene pozitivne podobe ter promociji stabilnega in naprednega poslovnega okolja. To je tista povezava, ki jo konec koncev vidimo med športom in gospodarstvom. Ni samo sponzorstvo. Je dejansko ambasadori, ki Slovenijo tako v domačem okolju kot v tujini predstavljajo in ji dajo dodatni pomen. Na Spiritu Slovenija se trudimo prepoznati in izkoristiti čim več priložnosti za promocijo zelenega, ustvarjalnega, pametnega gospodarstva, ki to odgovorno ravnanje tudi povečuje. Jaz bi na tem mestu tudi izkoristil priložnost in pozval vse podjetnike in podjetnice, da spremljajo našo spletno stran, tudi spletno stran MGRT-ja, Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, saj bomo v naslednjih tednih objavili kar nekaj razpisov, ki bodo nedvomno pomagale pri krepitvi konkurenčnosti post-covid času in bodo definitivno lahko dosegli nepovratna sredstva skozi razpise. Jaz bi na tem mestu se še enkrat zahvalil za povabilo in organizatorjem pokala Vitrans zaželel uspešno izvedbo tekmovanja, vsem nastopajočim športnikom pa obilo zmagovalnega duha, slovenskim športnikom pa še tisti kanček sreče, da bomo na koncu, da bodo stali na stopničkah in mi z njimi navijali. Tako da srečno, hvala za povabilo in vse dobro. Hvala, gospod Capelj. Gostitelj v občini verjetno ni zameril, da smo dali gostom prednost. Župan občine z 2 svetovnima pokaloma, občine Kranjska Gora, gospod Jani Hrovat. Lep pozdrav, gospod minister, gospa ministrica, spoštovani gostje, 7. sila. Lepo vas je videti v Kranjski Gori, seveda še lepše videti vas v Kranjski Gori obkroženi s tako raznobarvno množico, da se je zadeva odvila, kot se je, in da bo ta 61. svetovni pokal v Kranjski Gori z imenom Pokal Vitrans izpeljan pred publiko. Svetovni pokal v Kranjski Gori pomeni veliko promocijo ne samo za občino Kranjska Gora, ampak za širšo Slovenijo in tudi za širšo regijo. Tukaj je gospa ministrica lepo predstavila idejo, ki je po skoraj 20 letih spet se pojavila, in sicer jo je prvi sprožil koroški deželni glavar Peter Kajzer o ponovni v bistvu kandidaturi 3 dežel za olimpijske igre. Jaz sem to izredno ponosno v bistvu sprejel in tudi Kranjska Gora z našim entuziastom, pokojnim, žal že pokojnim Budenikom Vojtkom je bila zastavonoša te kandidature za olimpijske igre 2006, ki pa jih je nam takrat ta kapital in moč Torina žal odpeljal v drugo stran Italije. Verjamem pa zdaj tudi z roko avstrijske vlade, z roko seveda tudi naše vlade in tudi ne nazadnje italijanske, lahko to uresničimo in dosanjamo še za časa našega življenja, čeprav si nikoli nisem tega mislil, da dodamo še ta zadnji najbolj svetleč kamenček v mozaiku teh naših vrhunskih prireditev na svetovnem nivoju, od Planice do Kranjske Gore in do Pohorja. Verjamem, da se to da z željo in če smo vsi za to tudi izpeljati, in jaz sem vesel, da z tako proaktivnimi in seveda tudi razvojno naravnanimi ljudmi, ki sedijo tukaj ob meni, noben nemogoč projekt v bistvu ni možno izpeljati in da je vse mogoče. Tako da jaz se vam zahvaljujem vsem za to pozitivno energijo danes v Kranjski Gori. Vesel sem tudi, da ste prinesli ne samo slabo vreme, da ste prinesli tudi dobro popotnico iz Ljubljane in da ste nam prinesli novo koncesijo za kabinsko žičnico, ki smo jo težko čakali v Kranjski Gori, da verjamem tudi, da boste nam naklonili kaj evrov za izvedbo le-te,
Kranjska Gora seveda že brez pomoči države pod vodstvom novih lastnikov Ski Kranjska Gora vlaga znatna sredstva in teh 8 milijonov, ki so bile vložene v letih 2020, 2021 in 2022, težko čaka še kakšen nov evro iz države in seveda tudi občina in lastniki infrastrukture bodo ponesli, v bistvu bodo sigurno zgradili zadeve, ki bodo ponesli ime Slovenije in Kranjske Gore v svet. Čaka nas seveda v letu 2023 tudi nordijsko svetovno prvenstvo, kjer bo tudi še en dodaten preizkus, ampak jaz se s tako organizacijo in s takimi ljudmi okrog sebe tega ne bojim, tako da vsi ste vabljeni na izvedbo 61. Pokala Vitranc v Podkoren, kjer bodo v soboto in nedeljo res tudi naši fanti poskušali, kot je moj sogovornik na desni rekel, priti ne samo skozi cilj, ampak tudi na stopničke, kar so že pokazali. Hvala in srečno. Hvala, gospod župan. Zdaj pa gremo nazaj k prirediteljem. Srečko Medven, generalni sekretar organizacijskega komiteja Pokala Vitranc. Srečko, to je bilo zmenjeno, ne, 2 veleslaloma, pa olimpijska kolajna, ne verjamemo v toliko naključij. Ne, naključij ni v življenju, niti v športu. Da imamo 2 veleslaloma letos v Kranjski Gori, da nam rekel, da smo bili vedeževalci, da bo Žan svojo medaljo, ampak je to v sklopu FIS-ove strategije, da se nekako uravnotežijo hitre in tehnične discipline. In uspeli so uravnotežiti med hitrimi in tehničnimi, vsakih po 18, vendar je bilo neko veliko nesorazmerje med veleslalomom in med slalomom. 11 slalomov pa 7 veleslalomov. Zato smo za letos se dogovorili z direktorjem osnovnega pokala, Markusom Waldnerjem, našim velikim prijateljem in podpornikom, da prezajemo 2 veleslaloma v Kranjski Gori. Kar se je pa poklopilo odlično z uspehom Žana Kranjca. Tako da program je tradicionalen, sobota, nedelja, prihodi v četrtek, prosti trening v petek, koliko bodo vremenski pogoji, jaz upam, da bojo, in pa 9:30 prvi tek in 12:30 drugi tek veleslaloma. Proglasitev bo vedno v ciljni areni. Ob teh dogodkov, ob samem pokalu Vitranc, ki so vsako leto javno žrebanje, Q-Max Party in tako naprej, jih letos nažalost še ne bo. Naslednje leto pa upamo, da bomo speljali že poln program pokala Vitranc. Bo pa letos, kar boste na koncu videli, spet en del pokala Vitranc, tedna pokala Vitranc, oziroma vikenda v Kranjski Gori, to je Grubelj memorial, kar nas zelo, zelo veseli. Gremo naprej še s temi tehničnimi podatki. Aleša bi prosil, da nam pove, kakšno stanje na tekmovalni progi. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, spoštovani gostje, mediji. Niste izbrali glih najboljši dan, ker v 2 mesecih je to edini dan, ki je majhen slabše vreme. In vreme sigurno vpliva tudi na samo izvedbo tekmovanja. Imeli smo 2 meseca res prave zime, tiste, ki so jo želijo, suh sneg, sonček in tako naprej. To se vidi tudi po obiskovalcih v Kranjski Gori. Mi smo praktično z progo, pripravo proge 90% pripravljen, 10%, jasno, da imamo še 14 dni časa, ampak če začnemo pripravo na 100%, potem vsi tisti gostje, ki so v Kranjski Gori, ne bi mogli smučati tam. V Podkorenu jih je pa vsak dan zelo veliko, že zdaj se kakšen pritožuje mogoče, ker je preveč ledeno že, ampak večina tekmovalcev oziroma Slovencev in tudi nekaj tujih, Italijanov, Avstrijcev, Francozov, so že trenirali od Zlate lisice, ki je bila v januarju tukaj, ko smo jo gostili, naprej v pripravah za Peking. Med njimi je bil tudi naš Žan Kranjec in je se pravi teren dodobra spoznal. Vsi so pohvalili že pripravljenost terena, tako da že v naslednjem tednu, ko se vrnajo iz Garmiša, ko imajo 2 slaloma tam, bojo tu na pripravah za
zadnje 2 veleslaloma v tem letu in potem še finale. Tako da mi smo pripravljeni, ekipa, ki jo imamo, so res, niso profesionalci, so amaterji, ampak delajo kot profesionalci. In mislim, če nam bo vreme služilo, tako kot je do zdaj, se nimamo česa bati, če ne smo pa zmeri pripravljeni na najslabši scenarij in pa če izpeljemo tekmo v najmožni moči, kakor je v tisti situaciji možno. Hvala lepa. Aleš, hvala. Jaz bi tlele se izredno zahvalil tudi direktorju Žične cerkvice Kranjska Gora, Petru Veteglu. Peter, I would like to say thank you for your cooperation and fully support to the World Cup races in Kranjska Gora. And I hope that we will together make it happen in the best possible way this year. You want to say a word or two? Okay, then okay. Peter Vetegl resno nam pomaga maksimalno na vseh področjih in z njegovo pomočjo je tudi sodelovanje med dvema partnerjama, prav RTC-jem in nami, šlo za 2 stopnice višje. Tako da tle smo zelo veseli. Thank you, Peter. Gremo naprej še malo teh tehničnih informacij. Prijav imamo približno 90 tekmovalcev, 24 držav, vsi najboljši veleslalomisti svetovnega pokala bodo v Kranjski Gori. Zdravstveno-varstveni ukrepi, to, kar nas najbolj teži. Mi smo še teden nazaj imeli zelo restriktivne ukrepe za te mehurčke, slavne mehurčke v Kranjski Gori. Z sprostitvijo smo tudi mi sprostili zadevo. Kar se tiče vas novinarjev, ne bo preverjanja PCT pogojev, ne bo zahtevnih testiranj, vendar vam polagamo na dušo, da je pač vsak odgovoren za svoje ravnanje, skrb za svoje zdravstvo in kolikor se kdo počuti slabo, naj ostane doma in gleda po televiziji. Prav samo odgovornost v primeru širjenja oziroma tega bolezni. Če bo kdo delal v tesnem stiku z tekmovalci iz rdečega mehurčka, se pravi osebam z rdečega mehurčka, so tekmovalci tekmovalne ekipe, še vedno velja zelo strog FISov protokol, ki zaščiti to skupino ljudi, udeležencev. Boste pač mogli imeti ob prevzemu akreditacije predstaviti PCR test, ki ni starejši od 48 ur. V tem primeru boste dobili tudi na vašo rumeno akreditacijo rdečo oznako, ki vam bo omogočala tudi tesne kontakte z tekmovalci v rdečem mehurčku. To že poznamo od lanskega leta, ukrepi so sproščeni, vendar seveda še vedno veljajo ukrepi NIJZ oziroma priporočila, kolikor se ne da držati te medsebojne distance 2 metra, 1,5 metra, je treba nositi masko. Prav v medijskem centru in tudi od zunaj, če ne morete držati razdalje. Klicarska pisarna bo tukaj, kjer sedaj sedimo. Bo odprta za novinarje petek 11. marca popoldne in po soboto in nedeljo zjutraj od 7. Tako da tisti, ki bodo prišli direktno na tekmo, lahko pridete prvo v hotel Larix oziroma Ramadar Resort, Prost Milan, in zdigniti tukaj akreditacijo in gre potem naprej v Podkoren. Medijsko središče bo letos spet na stari lokaciji, prav za šotorom, Team Hospitality šotorom. Delalo bo samo soboto in nedeljo. To je še vedno en tak ukrep, ki naj bi malo pripomogel k preprečevanju širjenja. Pa tudi zgodovina je pokazala, da v petek ni bilo ravno veliko zanimanja za uporabo medijskega centra, nam pa to tudi po svoje znižuje določene stroške. Sestanek vodij ekip bo v hotelu Kompas v kongresnem centru, vendar bo zaprtega tipa, zaradi tega, ker so tekmovalci oziroma trenerji v rdečem mehurčku, po en predstavnik nacionalne zveze, informacije o žrebanju in vsem bodo pa na FISovem appu oziroma tudi na appu pokala Vitrans, ki smo ga lansirali lansko leto ravno zaradi tega, ker želimo, da se ne
troši tisoče listov papirja, fotokopira za te informacije, tako da imate vsi pametne telefone, boste dobili vse informacije na pametnem telefonu. Torej papirja na pokalu Vitrans ne bo. Prometna ureditev, javna parkirišča v Kranjski Gori, za medije, ki stalno spremljajo svetovni pokal, ki so del svetovnega pokala, ki stalno spremljajo pokal Vitrans, bo na voljo določeno število parkirnih mest v sami bližini ciljne arene in pa za fotografe seveda. Ampak seveda je restriktivno, delovnih mest v centru bo 60, razdeljena bojo pa po tem kriteriju, ki sem povedal. Tisti, ki stalno spremljajo svetovni pokal, imajo prioriteto. Prevoza organiziranega med Kranjsko Goro in Podkorenom ne bo. Jaz sem pri zanimivem vprašanju, zagotavljanje sredstev, prodaja televizijskih pravic je en vir, drug vir je seveda so sponzorji. Tle smo letos spletom okoliščin zašli v neke težave, ker nam je tuj partner agencija prekinila pogodbo in nas je v bistvu čez noč pustila gole in bose. Vendar smo s trdnim delom in pa z razumevanjem gostov, ki danes tu sedijo, uspeli zagotoviti večino sredstev. Še vedno imamo kar precej velik minus, ki pa seveda, če bo ostal, bomo ga pokrili v naslednjih letih z prihodkom od naslednjih tekem, za katere mislimo, da bodo spet v normalnih okoliščinah za gledalci, ki so pomemben vir prihodkov. Tle na tem mestu bi rad se res še enkrat zahvalil ministru, direktorci in direktorju za razumevanje pomembnosti športa za promocijo Slovenije, slovenske ekonomije, slovenske države. Lahko rečem, da bo pokal Vitrans letos več ali manj zelen v vseh pogledih in tlele imam vzor štartne številke za pokal Vitrans za soboto. Gremo naprej. Pomembni so tudi partnerji. En od glavnih partnerjev je RTS Žičnica, hoteli Kranjska Gora, Hitel Pineja, Best Western in pa seveda vsi dobavitelji, ki so navedeni gor, vključno slovensko vojsko, ki nas zagotavlja reševalni helikopter za potrebe nujnega reševanja. Gledalci so, nažalost, ker je padla odločitev zelo pozno, da se odpre prireditev za gledalce, ni bilo možno več dobiti velike tribune, ta klasične tribune v Kranjski Gori, ki daje ciljni areni neko formo. Smo se odločili, da gremo samo v stojišča. Ravno tako smo se odločili, da letos še ne bo VIP programa v sklopu pokala Vitrans. Cene so enotne za stojišča. Naredili smo pa razliko, ker želimo, da čim več gledalcev kupi karte vnaprej preko spleta in so karte za nakup preko spleta cenejše kot karte v fizični obliki, se pravi kupljene preko blagajen na prodajnih mestih. Zanimivost je to, da nam bo Eventim letos omogočil, da bodo obiskovalci kupili tudi na licu mesta, prav na blagajni v Podkorenu karte preko spleta. Za neko posebno aplikacijo, ki bo omogočala nakup teh kart. In pa seveda, da karta ne bo v fizični obliki, ampak boš lahko prišel s telefonom, črtno kodo, tako kot se je že to uveljavljanje na drugih tekmah. Tle bi sodelovanje s Smučarsko zvezo je zelo pomembno za nas, tudi za Smučarsko zvezo in tle bi povabil še Iztoka Klančnika, predsednika alpskih disciplin, da nam pove 2-3 besede o sodelovanju. Hvala lepa, Srečo. Spoštovana gospa ministrica, dr. Kustečeva, gospod minister, vsi ostali gostje. Ja, seveda, brez Smučarske zveze tudi pokala Vitrans ne bo.
Smučarska zveza se res trudi, da po svojih močeh res pomaga na vseh področjih, kjer lahko sodeluje in pripomore k uspehu teh naših rezultatov, ki jih v zadnjem času pač zelo uspešno nekako prikazujemo. Rad bi povedal eno stvar. 2 leti nazaj je Aleš Vidic pripravil progo, bom rekel, za moje pojme, pa ne vem, vedno je dobro pripravljena, ampak 2 leti nazaj je bila pa pripravljena za kristalni globus za Žana Kranjca. Žal, 2 dni pred pokalom je prišlo do pandemije in takrat nismo uspeli izpeljati pokala Vitranc. Zdaj je Žan Kranjec pač pokazal, da zna zelo dobro smučati in 2 dneva v Kranjski Gori sta sigurno 2 priložnosti za to, da pokaže še enkrat, kako dobro zna smučati. Verjamem, da je organizacijski komite Aleš, Peter in seveda vodstvo OK-ja progo res pripravili, pa to, kakor jaz tudi sam smučam, vem, da je, bom rekel, res dobro pripravljeno vse skupaj in se zelo veselim, da bo ta pokal Vitranc v 14 dnevih zdajle dal eno dodatno priložnost Žanu Kranjcu, da pokaže pred svojimi, bom rekel, navijači, kako dober je in kako dobro zna smučati. In jaz sem prepričan, da lahko pričakujemo kakšne stopničke. Moram pa povedati eno anekdoto. Gospod direktor Spirita je omenil prej, da želi veliko sreče našim tekmovalcem. Jaz bi pa rad povedal eno zgodbo. Ko sem z Žanom Kranjcem pred kakšnim letom sedel zjutraj na zajtrku, preden je bila tekma svetovnega pokala v Seldnu, sem rekel Žan, srečno danes na tekmi. Odgovoril mi je, in to bi rad povedal, ne, je rekel, jaz sreče ne rabam, jaz moram samo odpeljati tako, kot znam. To je mentaliteta naših tekmovalcev, to je mentaliteta naših smučarjev, ne nazadnje mentaliteta našega šampiona Žana Kranjca. In jaz bom zelo vesel in vsi skupaj bomo zelo veseli, če bo to lahko, kar je povedal in to, kar on živi, kar on dela, lahko pokaže nam, bom rekel, na tem, bom rekel, novem pokalu Vitranc. In bomo vsi veseli takrat, če bomo lahko nazdravili novemu uspehu. Vsem skupaj bi se rad zahvalil še enkrat gospodom iz OK-ja. Srečo je omenil določene težave. Ja, določene težave niso vezane samo na Slovenijo, ampak te določene težave so bile vezane na vse, bom rekel, ali pa na večino teh tekmovanj. Jaz verjamem, da se bodo te težave tudi z naslednjimi pokali uredile. Za letošnjo leto moramo pa speljati na tak način, kot najbolj znamo, in sem prepričan in verjamem, da bomo to tudi naredili. In še enkrat hvala vsem, bom rekel, sponzorjem, gospod minister, Spirit, STO in vsi ostali, vsi tisti, ki ste sodelovali, ne nazadnje tudi novinarji, ki nam pomagate neko našo zgodbo prenesti v svet in da bomo na tak način res naredili tisto uspešno zgodbo, ki jo pač že 61 let peljemo v Kranjski Gori. Hvala lepa. Hvala Iztok. No, jaz bi sam dodal še to, da si želimo, da imeli prihodnosti več Žanov Kranjcev. Da to delamo vsi, tudi pokal Vitranc je namenjen predvsem temu, da se vlagajo sredstva v delo z mladimi. Da bomo imeli 3 Žane Kranjce na veleslalomu, pa 3 na slalomu. To je z moje strani vse. Dobili ste pisno informacijo. Če ima kdo še kakšen podrobno vprašanje, smo na voljo po novinarski konferenci. Zdaj bi pa... Hvala, Srečko. Še nekoga bomo postavili tukaj z mikrofonom na konec mize. Rene Mlekuš, organizator veleslaloma v spomin na Draga Grubelnika. Zdrav, Rene. Lep pozdrav vsem navzočim in 7. sili. V čast mi je, da smo lahko del pokala Vitranc. Namen Grubinega memoriala oziroma memoriala Draga Grubelnika, našega tekmovalca, ki je dostikrat nastopil na pokalu Vitranc in ki je tragično preminil. Namen memoriala je, da trkamo vsako leto na dobrodelno noto,
Vesel sem, da se po 2 letih lahko spet vrnemo na teren tule za nami, na smučišče Kekec. In lahko povem, da sem ponosen in mislim, da bi tudi Drago bil ponosen na nas, da smo v 5 letih, ko smo izvedli memorial, zbrali skoraj 70.000 evrov in pomagali 5 družinam, ki živijo na pragu revščine ali še pod njo. In z dobrodelnim veleslalomom, z štartninami in z vsemi donacijami probamo pomagati vsaj eni družini v enem letu. Teh družin je nažalost v zadnjem času vse več. Vsakič, ko prebiram družine, ki mi jih sugerira gospa Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine Moste Polje, se mi zlomi srce, ampak enostavno sem se sprijaznil s tem, da če pomagamo vsaj eni družini na leto, mislim, da smo nekaj dobrega naredili in vsi tisti, ki ste Dragota poznali, veste, kaki človek je bil, veste, kako energijo je imel in to energijo poskušamo skozi združenje njegovih navijačev, prijateljev in prijateljev smučarije peljati tudi skozi naš dogodek. Vesel sem pa tudi, da smo se končno, bom rekel, v veliki meri rešili teh ukrepov in čaka nas tudi lep koncert s trenutno najbolj vročo skupino v Sloveniji, Joker Out. In jaz upam, da smo dober uvod v pokal Vitranc, se pravi petek zvečer, 11. marec z štartom dobrodelnega veleslaloma ob 7. uri in pa ob 21. uri koncertom Joker Out. In verjamem, da bomo dali tudi dobro energijo našim tekmovalcem, da pokažejo najboljše vožnje, ki jih znajo na sami tekmi pokala Vitranc. Hvala lepa. Hvala, Rene. Vse si povedal, kar sem te hotel vprašati. Zdaj pa je čas za vprašanja novinarjev našemu omizju. Ker smo v prenosu, prosim, dvignite roko in zastavite vprašanje in seveda lepo prosim samo vprašanja povezana s pokalom Vitranc, zato smo danes tu. Izvolite. Boter Ivan, v ime turistične novinarjev Slovenije, torej vprašanje je povezano z pokalom Vitranc, namreč na besede, se sklicuje na besede gospoda ministra o prispevku za turizem v naslednjem obdobju, pa me zanima, koliko iz tega, da rečem, fonda gre na zimski turizem oziroma v tem primeru tudi za pomoč športu v zimskem turizmu. Povedal sem, da je letos sredstev namenjenih za turizem 141 milijonov. Pomemben del od tega, mislim, da skoraj 70 milijonov je namenjenih za samo žičniško infrastrukturo. Vendar v celotnem delu namena razpisa za turizem je pač prostora za tudi nastanitvene kapacitete na zimskem področju, tako da je stvar bolj v tem, kdo bo imel ustrezne projekte, da jih bomo lahko podprli. Jaz moram povedati, da optimistično gledam prihodnost zaradi večjih razlogov. Zato, ker imamo letos poleg rednih proračunskih sredstev na razpolago tudi načrt za okrevanje in odpornost, ki je za celo državo, za gospodarstvo težak 427 milijonov nepovratnih sredstev, znotraj tega samo za turizem 80 in iz naslova React EU, se pravi kot dopolnilo k prejšnjemu obdobju, je približno enak znesek namenjen turizmu, znotraj tega pa je večina za
žičniško infrastrukturo. Tukaj imamo deljena mnenja, mi želimo jasno in glasno podpreti vzpostavitev tiste žičniške infrastrukture, ki bo pomenila dodatno možnost razvoja ostalim turističnim ponudnikom. Tukaj ne gre zdaj za to, da bomo ljubiteljsko pomagali celemu področju Slovenije, kar bomo tudi iz drugih fondov naredili. Druga stvar je pa omenjeni zakon za moj optimizem, ki verjamem, da ga bomo do konca mandata tega sklica parlamenta sprejeli, kjer bomo vlagali v pomembne infrastrukturne športne objekte na področju cele države in znotraj tega je absolutno pomemben delež namenjen temu zimskemu športnemu turizmu. Na vprašanje tjale tretjo vrsto. Siniša. Siniša Uroševič, Delo, vprašanje za gospoda Srečka Medvena. Omenili ste torej, da ne bo tribune, da bodo samo stojišča. S kolikšnim približno številom gledalcev se spogledujete, kaj je nekje želja, seveda veliko menjamo to sjajno olimpijsko kolajno, ki je sigurno pripomogla večjemu zanimanju, in kaj pravzaprav zdaj navzočnost gledalcev tudi pomeni za proračun prireditve, a bo ta na ravni tistega iz prejšnjih časov, pred pandemijo, čisto me zanima, kako bo. Hvala. Ja, Podkorenska ciljna arena je relativno utesnjena, ne? In mi smo si postavili neko zgornjo mejo, ki jo moramo postaviti tudi zaradi tega, ker to je javna prireditev, na 4000 obiskovalcev. Prav do te številke bomo prodajali karte, preko tega pa verjetno ne. Prihodek od gledalcev je seveda za nas pomemben prihodek, ker prej nisem omenil, mi smo izredno znižali stroške, vsi šparamo, dihamo na škrge, da bo strošek tekme čim manjši, da bomo nekako splavali z majhnim minusom ali pa z nulo. Se pravi, vsak evro iz priliva iz odgledalcev je dobrodošel v budžetu Pokala Vitranc. Hvala. Naslednje vprašanje. Prvič, drugič, tretjič. Tamle zadaj. Mikrofon. Ja, gledalci prenosa ne slišijo. Dobre, Franci iz Radia Gorenc. Ker objavljamo tudi za naše poslušalce Radia Gorenc, ki se v veliki meri udeležujejo na Pokalu Vitranc, glede na to, da ne bo prevozov za novinarje pa vse ostale iz Kranjske Gore a bojo parkirni prostori, tako kot so bili recimo organizirani pod smučiščem na Ravnici, tako kot je bilo v organizacijo tekmovanja za Zlato lisico. Planiramo seveda dodatna parkirna mesta za gledalce, za kapacitete, ki sem jih omenil, za 4000 gledalcev na področju travnikov okoli ciljne arene oziroma na področju Podkorena, vasi, kjer bomo pač imeli poseben prometni režim, in pa parkirna mesta v Kranjski Gori. Od Kranjske Gore do poligona je tak prijeten sprehod 10 minut in mislim, da to ni prevelik napor za nobenega. Še kakšna roka? Potem pa zaključujem ta del oziroma novinarsko konferenco. Še ena pomembna informacija, seveda vsi vabljeni k spremljanju družbenih kanalov Pokala Vitranc. Takoj jih boste našli, če jim že ne sledite, na Facebooku, na Twitterju, na Instagramu. Tako boste zelo hitro obveščeni, poleg tiste aplikacije Pokala Vitranc, in pa pri objavah morebitnih z vaše strani vas prosimo za uporabo ključnika hashtaga Vitranc2022. Hvala lepa, gostje so vam na voljo tudi za
individualne pogovore, razen če se komu seveda mudi, in vabljeni tudi tjale ven, kjer bomo imeli razglasitev našega promocijskega veleslaloma, ki je potekal danes z različnimi gosti, glasbeniki. Spravi, čez nekaj minut tamle zunaj. Hvala lepa.